Живьо, sem Darja Borovski. Danes vam bom na konkretnem primeru predstavila temo mojih predavanj in to je globina in sakralni smisel slovanskih pravljic. Živimo v zelo zapletenem svetu zadnje čase. Človeštvo se razvija in istočasno se pogloblja v težave z odgovori na vsakodnevne vprašanja. Družine se razpadajo in vojne med spoloma samo se povečuje. Kdo je pomembnije, moška ali ženska? Poskusimo najti odgovor preko pravljic. Vzamem najkrajšo rusko pravljico Pegatka. Nekoč sta živela dedek in babica. Imela sta kokoško Pegatko. Kokoška je znesla jajce. To jajce ni bilo navadno, temveč zlato. Dedek je tolkel po jajcu, a ga ni razbil. Tudi babica je tolkla po jajcu in ga tudi ni razbila. Tekla je mimo miška, zamahnila z repkom in razbila jajce. Jokal je dedek, jokala je babica, a Pegatka jima je dejala: "Ne joči, dedek, babica ne joči, jajce drugo bom vama znesla. Zlato ne bo, kar navadno bom prinesla." V poslušanju te pravljice se pojavlja mnogo vprašanj. Poglejmo si, kaj je tukaj napisano o odnosih moška-ženska. Na začetku se pojavita dve moči, moška in ženska, in sicer v podobi dedka in babice. Ti dve moči sta imeli tretjo moč, kokoško Pegatko. Ta tretja moč predstavlja njuno skupno delovanje. Skupno delovanje pomeni delovanje njunih nasprotij in njuno ljubezen. Kokoška jima je dala jajce. Življenje so vedno primerjali z jajcem, prav tako tudi modrost. Jajčko lahko narišemo kot krog. V staroslovanski tradiciji krog je zelo pomemben simbol. Se imenuje kon in označuje vse, kaj je božansko. V našem jeziku obstaja samo ena črka, ki ima popoln krog, to je bukvica oziroma črka O. V staroslovanskih bukvicah tudi je taka črka in obstajata še dve oblike bukvice, ki sta si podobne, fert in fita. Prva ima vertikalno delitev, delita krog na dve ploskve. Babica je tolkla, tukaj je fita, ta ima vodoravno delitev. Zakaj? Vertikalna delitev predstavlja vse, kar je moško. Podobno je principu valov. Namen moškega je sprememba in tudi želja po spremembi. Poglejmo, ded je prvi začel biti po zlatu. To pomeni, da je želel spremeniti, kar ga ogroža. Babica oziroma ženska je predstavljena v simboliki vodoravne črte. Vesolje se razvije do nekega nivoja in ženska je hraniteljica. To pomeni, da se trudi ohraniti ta nivo. Če pogledamo falosne simbole, je moški vedno predstavljen v vertikalni obliki, ženska pa v vodoravni. Če fert in fita damo skupaj, dobimo križ, v sredini katerega je pika. In spet ni ženska, ni moška polovica je niste mogli razbiti. Tekla je mala miška, mahnila z repkom in jajčka se je razbila. Na tem mestu je potrebno razčleniti besede. Miš. Če pogledamo na risbo, vidimo križ in krog, to je tarča. Po ruski je miš mišenj, kar pomeni tarča. Besede mišljenja in misel izhajata iz istega korena. In zdaj kaj imamo? Dosegli smo tarčo življenja takrat, ko smo dali skupaj dva načela, moško in žensko. S tem se vidi, da so enakomerno močna in morate sodelovati skupaj. Morate dopolnjevati en drugega, da bi prišli do popolnega božanskega življenja. Ta in tudi drugi zgodbe nosijo v sebi veliko sporočil. Še več o teh skrivnostnih vsebinah, ki jih v sebi nosijo pravljice, vam bom z veseljem predstavila v mojih predavanjih, ki sem jih pripravila za vas. Veselim se vašega povabila in vas lepo pozdravljam.